Spoštovane in spoštovani, dober večer. Jaz nisem govornik, nisem niti napovedovalec. Raje pišem, kakor govorim. Ampak moram nekaj povedati. In sicer bo to pozdravna pesem, ki ne bo slavilna pesem, ki ne bo slavnostna pesem, pozdravna pesem ob našem Abrahamu. Premišljeval sem, kakšna bi bila. In sem se spomnil, da pred slabimi 20 leti sem napisal kar trijezično. Najprej v Kosovem maternem jeziku, pa ne v furlanščini, ker je ne obvladam, potem v jeziku, v katerem se je izobraževal, ki ga obvladam za silo, in potem še v državnem jeziku države, v kateri je večino časa preživel in umrl, ki sem se ga priučil tako bolj na silo. Ne bi bilo primerno, ko bi ta Babilon jezikov ponavljal danes, in izbiral sem potem nekaj drugega in sem se spomnil slogana Kosi, kosu, kos, ki sem ga predlagal za to prireditev, bolj v šali, kakor zares. Spet bi bil lahko narobe razumljen, ne vemo, kakšni kosi so to. Jaz sem si predstavljal, da pač po kosih bomo enkrat kos Milko kosu vsi skupaj, ampak je bilo hitro mišljeno, da so to neki ptiči, neki vrabci, neki strnadi, neki brglezi, neke ptice selivke in še problem je z lastnimi imeni našega inštituta ali na našem inštitutu, ker je kos vedno aktualen. In potem dobimo včasih že tudi kakšno pošto na Zgodovinski inštitut Dušana Kosa ali pa recimo spoštovani gospod sehr geehrter Herr dr. Milko Kosi. Torej tudi to odpade. No in potem ostane Abraham, v tem tednu imam 3 Abrahame, nobeden ni moj, naslednji je v soboto, potem je eden v nedeljo in pač nekaj bo treba napisati o Abrahamu tudi za našega Milka Kosa, ki je prvi na vrsti, bil bi že skoraj 3-kratni Abraham, če bi bil živ. In potem sem se spomnil, kako so nam kdaj očitali, da je pač naš poklic sramoten in da je sramotno biti Abraham. Kar zadeva naš poklic, bi rekel takole, da pač o njem sodila zgodovina, o vsakem posamezniku oziroma naše delo bo izkazovalo, kaj je res, kaj ne. Kar pa zadeva sramotnost pri Abrahamu, pa veste, skoraj tretjina našega inštituta ga je nedavno praznovala, pa ni bilo nič sramotno, nič boleče, nič hudega. Tako da bomo začeli kar tukaj. Skratka, naš Abraham ali kaj sramota ni. Kaj sramotno je za naše čase, kaj za inštitut za zgodovino. Mimo Milka Kosa, da hitimo, kakor da bi mislil vsak le nase. In kaj inštituta je sramota? Da ob dolgotrajni zgodovini Abraham je komaj po dolžini svojih dni, kar ravno ni vrednota. Kaj sramotno je za našo službo? Da je nimamo zgolj za obvezo, jemljemo jo namreč kot zavezo, pa nas mečejo v civilno družbo. A naslov je bil, kaj ni sramota. Obrnimo k temu se, oglejmo, nesramotnost si, na glas povejmo, kaj v zagovor našla bi porota. Kaj sramotno ni porota sodna, brez težave bi ugotovila. Abrahamovca bi oprostila, žetev bi ga odrešila plodna. Kaj sramota ni? Da pol stoletja, komaj da naš Milko je na svetu, pa je rezultatov na rešetu, kakor 100 let starega podjetja. Kaj sramotno ni za delovanje ustanove prvega razreda? Ne to na podstrehi, da poseda tesno, da ima tam domovanje. Kaj sramota ni? Ko pride petek, se ne odpedalamo v naravo, pot izberemo drugačno zdravo, ponedeljek ni naš nov začetek. Kaj sramotno ni? Zdaj še dodaja se sramotna boru, ki to niso. Kosov inštitut ima premiso, prav zato kdaj komu ne ugaja. Ni sramotno, da ni vsem povšeči. Raznolika je pač zgodovina, da si ena sama in edina, skupna nam nesreči, kakor sreči. Kaj sramotno ni, da z Abrahamom, našim Milkom Kosom tu sedimo, novih 50 se veselimo, kaj z zadrego bi, še manj kaj s sramom. Res sramotno ni, da dosti mlajši so od inštituta že v večini, vsi pa, stari mladi, smo edini, prav zato imamo ga tem rajši.
Naj bo svetloba. Naj bosta zemlja in nebo. Naj bodo nebesa pod Triglavom. Naj bodo nebesa pod Pohorjem. Naj bodo živa bitja na zemlji. Naj bo teater. Sedmi dan, oprostite, počivam. Zvečer pa na predstavo. Saj poznate legendo o nastanku sveta? Ja, Bog Oče je ustvaril svet v 6 dneh, 7. dan pa ni delal, zato se mu tudi reče nedelja, pa je počival. Toda že 6. dan zvečer je opazil, da sta mu v roki, ker je imel material za svet, ostali 2 veliki prgišči lepote. Škoda, da bi bila lepota samo na nebu, naj je bo raje več na zemlji, je rekel Bog Oče in zalučal 2 prgišči lepote na svet. Toda zgodil se je prvi čudež. 2 prgišči lepote sta padli na deželo na sončni strani Alp. Eno pod Triglav, drugo pa pod Pohorje. Bog Oče je bil zadovoljen in je vzkliknil: Tod bodo druga nebesa na zemlji in tukaj bodo živeli veseli ljudje. In sem so se naselili Božji izbranci, Slovenci. Res so se potem po stari navadi začeli prepirati, katera nebesa so lepša, tista pod Triglavom ali ona pod Pohorjem. No, kot ste zagotovo že slišali, je nekoliko kasneje Bog Oče ustvaril še mene, svojega sina, Jezusa. Saj vem, da zgleda malo drugače, kot me ljudje sicer radi upodabljate. No, veste, te dni pa me Bog Oče pokliče k sebi in mi reče: Jezus, sin Božji, poglej, Slovenci imajo trojna nebesa, ena na nebu, kakor vse človeštvo, ampak imajo še ena pod Pohorjem in ena pod Triglavom. Prepričan sem, da so veseli ljudje in da je njihova beseda kakor pesem. Pojdi in mi poročaj. No, in tako sem prišel v nebesa na sončni strani Alp. Kar zagledam na Cesarski cesti človeka, ki nemilo joka. Zakaj jokaš? Ženska je. No, pa zakaj jokaš? Lahko ti pomagam. Meni ni pomoči. Pa poglej me, jaz sem Jezus, tvoj Bog. Meni še Bog ne more pomagati. Pa ženska, ne delaj greha. Kdo pa si, da ti še Bog ne more pomagati? Slovenka sem. O, Bog, Slovenka. Slovenka, Primorka, iz Nove Gorice. A je še huje. Ja, pa kako je lahko še huje? Zgodovinarka sem. O, Bog, zgodovinarka si.
bi si upal reči, da vse to, kar je naštel Cicero, seveda drži. Čas in zgodovina in razvoj človeštva in družbe pa so seveda, se mi zdi, naložile zgodovini še marsikatere druge funkcije, če tako rečem. Najbolj se mi zdi zanimivo, da je postala tudi političen plen ali pa predmet, in zato jo vsaka oblast interpretira po svoje, da bi ji dala neko potuho ali pa argumente za delovanje. Hitler se je skliceval na neko teutonsko arijsko raso, ki je bila razširjena in je zahteval tedanji prostor. Mussolini si je zmislil nek prostor rimskega imperija in ga zahteval zase. Če se ne motim, so pred osamosvojitvijo tudi Srbi govorili, da tam, kjer je srbski grob, je pravzaprav tudi Srbija, tako da je postala predmet manipulacije. V šoli so nas učili, tudi jaz sem učil, da je zgodovina mati učenosti in mati človeštva. Čeprav je tudi eden izmed rekov, ki si jih slišal, da nas zgodovina uči, da zgodovina na vse zadnje nič ne nauči. Tako da s tem, kakšna mati je in učiteljica človeštva, je drugo vprašanje. Zagotovo pa dobila še kakšne nove funkcije. Je neke vrste znanost, katero se lahko kar precej manipulira. To je eden tistih redkih nagovorov, ki ga lahko začnem z besedami drage prijateljice in dragi prijatelji, drage kolegice in dragi kolegi, in še na koncu rečem spoštovane gospe in spoštovani gospodje. Ker sem pač v krogu, ki mi je blizu in katerem pravzaprav se gibljem že več kot 40 let, in seveda spoštovana predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU-ju. Ko sem bil povabljen, da nekaj povem na današnji priliki, sem se seveda znašel pred težavo. O inštitutu bodo seveda govorili za mano bolj poklicani ljudje, tako da poznate ga tudi tukaj prisotni, tako da se mi je zdelo, da bom seveda na nek način nosil sove v Ateno, vse, kar bom danes povedal. Pa vendarle, ker nastopam tukaj pred vami v funkciji predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, se mi zdi morda primerno, da naj uvodoma povem nekaj o stikih oziroma povezavi med Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti oziroma zgodovinopisju na SAZU-ju. In ta zgodba je tako rekoč stara toliko, kot je stara akademija sama. Ustanovljena je bila, kot vemo, leta 1938, konstituirala oziroma njena prva skupščina, ki jo praznujemo tudi kot dan ustanovitve SAZU-ja, je bila 11. novembra leta 1938. In že leta 1939, torej potem so začeli z delom, imamo tudi prve zapisnike sej razredov, in že leta 1939 so išle tudi prve 3 knjige, ki jih je založila takratna Akademija znanosti in umetnosti. Katera je bila točno prva, pravzaprav iz teh zapisnikov in letopisov nisem mogel ugotoviti. Vse 3 pa so bile iz razreda, takratnega razreda za filozofsko-filološko-historičnega razreda, današnjega prvega razreda za družbene in zgodovinopisne vede. Ena je bila Weberova razprava, filozofska, druga je bila Zoisova korespondenca, ki jo je pripravil Kidrič, in tretja knjiga so bili Kosovi urbari salzburške nadškofije, s katerim je pravzaprav s to edicijo je Kos odprl tudi eno serijo, ki živi še danes in kateri skrbniki so na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. To so Viri za zgodovino Slovencev v srednjem veku in hkrati tudi prvi zvezek serije Urbari za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Torej, že takrat se je to začelo. Tukaj se tudi vidi pravzaprav vloga, ki jo je imelo Znanstveno društvo za humanistične vede
pri tem. Namreč te knjige so seveda bile pripravljene že na tisoč že prej in so nastale in so bile mišljene za objavo v okviru znanstvenega društva. Znanstveno društvo je bilo ustanovljeno leta 1921 prav za namenom, da bo to predhodnica akademije oziroma njenega prvega razreda, kamor so spadale tudi historične vede. Seveda formalno takrat na akademiji še ni bilo nekega inštituta, delo je potekalo v razredih, z inštituti so se začeli načrtneje ukvarjati po koncu druge vojne, tudi po sovjetskem vzoru, to je treba povedati, tako je recimo France Kidrič, ki je postal takrat predsednik, ni bil predsednik, ampak je bil prezident, ne? Je bil prezident in so dejansko razumeli akademijo, da bo z njej združeni vsi inštituti, da bo to raziskovalna pravzaprav inštitucija, ne družba učenih, kot je pravzaprav bila stara tradicija in kot je SAZU tudi danes. Konec leta 1947 so te načrte udejanjili na način, da so na glavni skupščini 20. decembra leta 1947 potrdili celo vrsto statutov najrazličnejših inštitutov, ki so bili takrat ustanovljeni, imenovali njihove predstojnike. Kemijski inštitut, Fizikalni inštitut, to so danes te največji inštituti naši, Kemijski inštitut, inštitut Jozefa Štefana in tako naprej. Med njimi so pa seveda bili tudi humanistični inštituti in eden najpomembnejših, ki je bil takrat ustanovljen, je bil tudi Zgodovinski inštitut, ki pa je imel 3 sekcije, kot dobro sami veste. Sekcijo za občno in narodno zgodovino, sekcijo za zgodovino umetnosti in sekcijo za arheologijo. Kot sem lahko v letopisu iz tistega leta prebral, kjer imate tudi povzetek statuta takrat ustanovljenega Zgodovinskega inštituta, je sekcija za občno in narodno zgodovino, torej se tu določil naslednje naloge. Organizacija in pospeševanje dela na področju zgodovinske vede ob sodelovanju z ustanovami v akademiji in zunaj nje, študij problemov z področja zgodovine in njenih pomožnih ved, priprava in objava znanstvenih del, monografij in razprav in 4. priprava, obdelava in objava virov. V temelju pravzaprav se mi zdi, da je to en načrt bil postavljen, ki ga še danes uresničuje Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Zlasti tukaj mislim seveda na temeljne zgodovinopisna dela, kot so edicije virov ali pa tudi historična topografija, ki je en projekt, ki še vedno živi in oziroma še vedno traja s presledki in ki bo verjetno v naslednjih letih v kratkem tudi že zaključen. Spravi, tukaj imamo opravka nedvomno z eno kontinuiteto, bi se lahko rekli, v organizaciji dela. Pri vsem tem je seveda glavno besedo, kot smo danes tudi že slišali in že večkrat slišali in še bomo, seveda vse se vrtelo okrog Milka Kosa. Že 39. leta s svojo edicijo postavil program edicije virov kot eno temeljnih, začel za topografijo historično, ne, in bil seveda tudi prvi predstojnik tako Zgodovinskega inštituta kot njegove sekcije za občno in narodno zgodovino. In to je Kos ostal vse do svoje smrti leta 1972. Torej do leta, v katerem je prišlo tudi do spremembe, institucionalne spremembe. Kos seveda te spremembe še ni doživel, on je umrl spomladi, marca 1972, medtem ko je inštitut oziroma v današnji obliki 50-letnice inštituta, ki jo danes tukaj praznujemo, ta prelom pa se je zgodil zopet konec leta, še kasneje kot ta skupščina iz leta 47. oziroma ne, približno istočasno, 28. novembra 1972 je prišlo s sklepom predsedstva SAZU do razdelitve Zgodovinskega inštituta na 3 samostojne inštitute. Se pravi, Zgodovinski inštitut, ki je 5 let kasneje dobil ime, povsem zasluženo in upravičeno, Milka Kosa, Umetnostno-zgodovinski inštitut, ki je tudi dobil ime po pravzaprav gonilni sili in upravniku tega inštituta dolgo leta Frances Teletu, in še Arheološki inštitut. Poleg tega pa je bil leta 1972 ustanovljen tudi Muzikološki inštitut. Tako da letos ne praznujemo ali ne praznujete samo 50-letnice Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ampak še 3
inštitutov, ki se ukvarjajo vsak na svoj način z preteklostjo, z zgodovino. Ti inštituti so takrat bili še v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in so se iz nje izdvojili kasneje, leta 1981, pač z ustanovitvijo ZRC SAZU, ki deluje kot samostojna raziskovalna zavod, čeprav akademija ohranja svoj, torej še vedno ustanovitelj inštituta in tudi to se izraža tudi v imenu, ki ga nosi znanstveno-raziskovalni center. Tudi je bilo rečeno, torej ne samo 50-letnica 4 inštitutov, tudi 50-letnica Kosove smrti poteka prav tako letos. Po njegovi smrti je na čelo Zgodovinskega inštituta stopil Frances Tele za zelo kratek čas, ki je bil, kot rečeno, od vsega začetka predstojnik sekcije za umetnostno zgodovino, vendar je tudi on že poleti 72 leta umrl. Bil je predstojnik zelo kratek čas. Ne vem, ali je bil to povod ali so o tem že prej razmišljali, tega nisem uspel najti, vendar je potem prišlo do odločitve v razredu, takrat že za družbene in zgodovinske vede, da se ustanovijo 3 inštituti namesto tega enega, te 3 sekcije, da se osamosvojijo. In ta sklep je bil na to uresničen, kot rečeno, konec novembra 72. leta, ko so bili formalno ustanovljeni ti 3 inštituti. In prvi predstojnik novega zgodovinskega inštituta je postal Franc Vitar. Jaz sem že toliko star, da sem še hodil na star inštitut na Novi trg 4 v zgornje nadstropje, kjer je imel eno veliko sobo, pa eno manjšo sobo, kjer je bil Božo Torepec, pa kjer je imel tudi predstojnikovo sobo, ki se jo spomnim po rdečih sedežnih garnituri na rdečem kavču. Ne vem, kako smo tam noter mi zahajali, ampak vem, da smo tudi tam noter sedeli. Tega se več ne spomnim natančno, ampak tega starega inštituta se seveda še spomnim. In spomnim se seveda tudi še pravzaprav, morda bom koga izpustil, se opravičujem, ampak takrat tih delavcev oziroma zaposlenih na inštitutu. Poleg Darje Mihlič tukaj, Eve Holc, ki sem jo prej tukaj videl, pa seveda je bil potem še Janez Šumrada, takrat na inštitutu, pa je bil takrat na inštitutu Stane Granda, seveda, pa je bil Oto Repec, ne, seveda, pa mislim, da je bil Vinko Rajšp tudi še na inštitutu. Drugih se pa predstojnik, seveda, Franc Vitar, ki ga, oziroma v mojem času že ne več, v tistem času, pravzaprav niti ne vem več, kdo je bil takrat, je bil Stane Granda, se mi zdi, predstojnik. Za njim. No, kakorkoli že, teh ljudi se spomnim, da so bili takrat na inštitutu, in smo hodili gor po knjige, pa tudi na razgovore, bilo je vedno prijetno. Od takrat si seveda tudi inštitut že močno razširil. Kot sem včeraj po spletu malo brskal po vaši spletni strani, imate 18 sodelavcev šteje danes, sodelavk šteje danes inštitut, med njimi dela v Novi Gorici oziroma v Sokanu. Razvil se je v eno najpomembnejših zgodovinopisnih inštitucij na Slovenskem, ki se ukvarja z stvarmi, ki so temeljne za zgodovinopisno vedo. Tukaj imam res v mislih še enkrat edicije Vero, kar se mi zdi najbolj pomembno. To so dolgoročni projekti, to je nekaj, kar ostane. Vse naše raziskave bodo prej ali slej zastarele, edicije Vero, te temeljne raziskave bodo ostale in upam, da z novim zakonom o raziskovalno-razvojni dejavnosti bodo tudi za te temeljne projekte se bodo pisali nekoliko boljši časi v smislu, da bodo omogočili neko dolgotrajno, dolgoročno načrtno delo tudi na tem področju. Skratka, da ne dolgovezim, pred mano oziroma še veliko govorcev se bo zvrstilo. Počaščen sem, da vas lahko nagovorim tukaj, drage prijatelji in prijateljice, kolegice in kolegi. Inštitutu ob njegovi 50-letnici seveda najprej čestitke za vse dosedanje opravljeno delo, številne monografije, ki jih izdajate, razprave, simpozije, ki jih organizirate, seveda pričajo o kvaliteti vašega dela. Predvsem vam pa želim tudi seveda vse dobro za naprej in še naprej veliko uspehov. Hvala lepa.
Ja, to sta dve stvari. V zgodovini je nedvomno bila pomembna vloga žensk, kljub temu, da so bile v naših krajih, pa v naši civilizaciji predvsem patriarhalne družbe, ampak če samo pomislim na eno Kleopatro, ki je ostala neke vrste zgodovinski pojem, pa Katarina Velika, pa pri nas Marija Terezija in tako dalje, so torej imele od časa do časa zelo močno vlogo. Ponekod sem prebral, da je bilo tudi kakšno obdobje v zgodovini ali pa v nekaterih predeljih matriarhata, ker so lahko imele več moških, naprimer, in tako dalje, ampak na tisto se dobro ne spoznam. Mogoče so v življenju imele večjo vlogo, čeprav zapisana pa pravzaprav ni. Velikokrat so bile tudi odlične zveste sopotnice velikim ljudem, ki so pomembni v zgodovini. Recimo berem za ženo Karla Marxa, kako je hodila za njim. Omenjena je velikokrat ne kot akterka, ampak kot žena akterja, Nadežda, Leninova soproga. Vsi vemo za Evo Braun in tako dalje, vendar kot zgodovinske osebnosti so bile res redke in izjemne. Čeprav povsod se najde tudi kakšna, tudi v Španiji, v Angliji in tako dalje. Vendar so redkejše kot moški. Nekako se mi zdi, zlasti prva Elizabeta v Angliji, so bile ravno tako, so se obnašali, kot se mora človek na oblasti obnašati. So dali koga umoriti in tako dalje. Danes pa se mi zdi, lahko da se motim, da recimo, ko sem jaz hodil v šolo in sem moral brati zgodovinske knjige ali pa tam imam eno polico zgodovinskih knjig, so v časih, tako pred 56 leti in daleč nazaj, v glavnem pisali znano zgodovino pravzaprav moški. Tudi med Slovenci bi lahko šteli od Linharta, Grafenauerja, Cviterjev in drugih naprej so pravzaprav sami moški. Medtem ko v zadnjih letih, kaj bi rekel, kolikor jaz spremljam, 10-20 let, pa se pojavlja kar precej znanih, vedno bolj znanih, jaz bom rekel, mladih zgodovinark. Omenil bi ravno Gregorjevo kolegico pri knjigi o prvi svetovni vojni, Petro Svolšak, Maribor imamo Matejo Ratej, imamo, no, vse jih sami poznate. Ravno tako so med seboj razdeljene nekatere, prepirljive. Ne mislim, da je zaradi tega zgodovina kaj bolj prijazna ali pa nisem še niti opazil, kaj drugače interpretirajo. Imam izkušnjo iz parlamenta, ko se je vedno govorilo, če bi bile ženske političarke, bi bila politika bolj blaga, naklonjena otrokom, bolj mila. Moja izkušnja, glede na odnose med njimi, se mi zdi, da bi bila podobna. Lahko da se motim. Profesorica doktorica Darja Mihelič, nekdanja predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU. Dragi predsednik akademije, dragi direktor, draga predstojnica, dragi prijatelji, dragi prisotni. Nagovorjena sem bila, da bi v današnji priložnosti na kratko spregovorila o starejšem obdobju Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. In sem se vprašala, dokdaj pravzaprav naj bi to obdobje trajalo. Časovne meje zaznamo kar nekajkrat, naprimer v reorganizaciji akademije 1981, ko se je večina akademijskih inštitutov, vključno z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa, povezala v samoupravno delovno organizacijo. Od 1991 javni zavod, znanstveno-raziskovalni center SAZU in se ločila od akademije. Center je oblikoval znanstveni svet ZRC, ki so mu pripadle kompetence nastavitev in podeljevanja nazivov sodelavcem.
Za mlado raziskovalno organizacijo je radikalno spremembo v zaposlovanju pomenilo 1993 strani Ministrstva za znanost in tehnologijo uvedeno financiranje raziskovalnega dela po troletnih projektih in kasneje po večletnih programih. Prelomne kadrovske možnosti je v 90-ih letih ponudila institucija mladih raziskovalcev. Ob opisanih organizacijskih in vsebinskih pa je pomembno ločnico za inštitut pomenila njegova selitev z Novega trga 4 na sedanjo lokacijo leta 2003. Prav to bo meja mojega izvajanja. O prvih zametkih inštituta beremo v letopisu Akademije za leta 43 do 47, ki navaja kar 19 zavodov, komisij in odborov, ki bi se naj v glavnem ustanovili že leta 1945. Odbor za objavo srednjeveških urbarjev Slovenije in odbor za historično-topografski leksikon srednjeveške Slovenije sta bila predhodnika 47. leta zasnovane sekcije za občo in narodno zgodovino Inštituta za zgodovino, katerega upravnik in načelnik sekcije je bil akademik Milko Kos. Raziskovalne usmeritve sekcije, ki so se izkristalizirale do 1950, so bile leksikon gospodarske in socialne zgodovine, srednjeveški urbarji za Slovenijo, kasneje edicija virov za slovensko zgodovino, historično-topografski leksikon in starejša slovenska historična bibliografija. Tedaj in v naslednjih nekaj letih se poleg drugih nalog omenja tudi zanimivo gradivo za leto 1948, priprave za preučevanje zgodovine slovenskih gradov in delo na historičnem atlasu Slovenije, torej tematike, ki so se kasneje vrnile na paleto raziskav inštitutskih sodelavcev. Po smrti akademika Milka Kosa 1972 je sekcija za občo in narodno zgodovino postala samostojni institut, ki se je 5 let kasneje poimenoval po svojem idejnem očetu. Po preoblikovanju znanstveno-raziskovalnega centra v samostojno ustanovo 1981 je inštitut ohranjal raziskovalne vsebine, edicija virov in bibliografija za slovensko zgodovino, historična topografija in kolonizacija slovenskega ozemlja, gospodarska in družbena zgodovina Slovencev in od 1983 tudi slovenska politična zgodovina od konca 18. stoletja do 1918. Uvedba točkovanja raziskovalnega dela in financiranja po raziskovalnih projektih je 1993 prekinila s prakso sistemizacij in stalnosti delovnih mest ter zagotovljenega financiranja. Ključna za zaposlene je bila vpetost v projekt. Inštitut si je s skromnimi pridobljenimi sredstvi prizadeval v projektni obliki nadaljevati z raziskovalnim delom na utečenih vsebinah, ki so bile del programa Naravna in kulturna dediščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Projektno razdrobljeno izvajanje raziskav je 1999 deloma popravila uvedba 5-letnih raziskovalnih programov. Inštitut je izvajal 2. Slovenska zgodovina od antike do 16. stoletja in slovenska zgodovina od 16. do 20. stoletja, ki sta se 2004 združila v en celovit program temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti. Zajemal je obdobje do konca Prve svetovne vojne in združeval tradicionalne tematske sklope. Sklop gospodarska in družbena zgodovina se je vsebinsko razširil v raziskave gospodarske, družbene, kulturne, vsakdanje zgodovine slovenskega prostora. V vodstvu oddelka je 1972 kot upravnik samostojnega inštituta za občo in narodno zgodovino akademik Franc Viter nasledil pokojnega akademika Milka Kosa, njega 1988 akademik Bogo Grafenauer, tega 1995 za 1 leto akademik Sergij Vilfan. Znanstvene svete inštituta, ki so do srede 90. let v veliki meri
sestavljali in jim predsedovali člani akademije, ki pa so na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa k sejam vabili vse inštitutske raziskovalce. Zaposlitve na inštitutih so se izvajale na predlog znanstvenega sveta inštituta, odobril jih je ustrezni razred in potrdilo predsedstvo akademije. Enako so se podeljevali nazivi. V znanstvene nazive je kandidate na predlog inštitutskega znanstvenega sveta volil in mu podelil naziv razred akademije, katere uprava pa je odločala tudi o formalnih vsakdanjih zadevah. Meni osebno je na primer odobritev prošnje za dodaten dan dopusta ob poroki podpisal tedanji predsednik SAZU Josip Vidmar. Prvi redno zaposleni raziskovalni sodelavec na inštitutu je bil 1956 znanstveni sodelavec dr. Pavle Blaznik. 1972 mu je sledil višji strokovni sodelavec Božo Otorepec, 2 leti kasneje stažistka asistentka Darja Grafenauer, 1979 asistent magister Stane Granda, leto kasneje strokovna sodelavka Eva Holc, 1981 asistent Janez Šumrada, 83 asistent Vincent Srajšp. Leta 1987 je postal sodelavec inštituta z delovnim mestom v Novi Gorici Branko Marušič. Institucija mladih raziskovalcev je od druge polovice 80. let vplivala na povečanje števila in pomladitev inštitutskega osebja, ki so se mu med 1987 in 2004 pridružili Dušan Kos, Petra Svojšak, Miha Kosi, Matjaž Bizjak, začasno Alenka Cedilnik, Miha Preinfalk, Katarina Keber in Neva Makuc. Boris Golec se je 2001. zaposlil na inštitutu že kot doktor znanosti, istega leta pa je inštitut pridobil tudi redno zaposleno strokovno sodelavko Barbaro Štrbenc Svetina. Tehnična oprema, s katero je razpolagal inštitut, je bila sprva skromna. Osnovno orodje inštitutskih sodelavcev je bil do srede 80. let običajni pisalni stroj. Dvojniki so se pisali s pomočjo kopirnega papirja. Inštitut je imel preproste klasične telefone. V 70. letih, ko so se pojavila prva zasebna žepna računala, je premogel diktafon. Preprostemu mikročitalcu se je sčasoma pridružil robusten sodobnejši. Prvi malo zmogljivi računalniki in zgoščenke s skromno programsko zasnovo so prikapljali na inštitut v drugi polovici 80. let. Njegove sodelavce pa je 1992 navdušil fotokopirni stroj, ki ga je inštitut imel v souporabi še z 2 inštitutoma. Kaj pa inštitutski prostori? Inštitut s 3 sekcijami je najprej razpolagal z 2 sobama v pritličju na Novem trgu 3. Od 1950 je postopno pridobival prostore v 3. nadstropju Novega trga 4, kjer je bilo 1970 zgrajeno dvigalo. Leta 1974 je imel inštitut 2 veliki in 2 manjši sobi, nasproti stopnišča pa je pridobil še en prostor, vse ogrevano na premog. Velike sobe z nizkimi stropi niso bile primerne niti za knjižnico, niti za kabinetno raziskovalno delo. Potrebno jih je bilo pregraditi z improviziranimi predelnimi stenami. Za sodelavce inštituta je bilo zlasti turbulentno leto 1986. Zaradi obnove stavbe so se začasno preselili v druge prostore v isti zgradbi, večji del v drugo nadstropje poleg male dvorane, tam, kjer je sedaj muzikološki inštitut. Gradbena dela so bila hrupna, cementna masa je ob iniciranju zidov curljala skozi vtičnice in špranje v stenah, svedri niso prizanesli niti kovinskim omaram in celo knjigam. Pri postavljanju fasadnega odra je delavec prebil zunanji zid stavbe in s svedrom zavrtal inštitutski kabinet. Ampak, ko so bila dela zaključena, se je inštitut vrnil v prvotne prostore in postopno pridobil še 3 sobice nad malo dvorano.
To pa je komaj zadoščalo za namestitev dragocene inštitutske knjižnice, ki je ob tekočih nabavah vsebovala del knjižne zapuščine lingvista Adolfa Robida, večji del knjižnice Kmetijske družbe za Kranjsko ter knjižnico zgodovinarjev Franca in Milka Kosa. Knjižnica politika Henrika Tume je našla prostor na enoti inštituta v Novi Gorici. Leta 2003 je inštitut odprtih rok sprejel ponudbo direktorja ZRC SAZU za selitev v nove, adaptirane prostore v zgornjih 2 nadstropjih dvoriščnega trakta Novi trg 2 z ustrezno zasnovo kabinetov in knjižnice in sodobno tehnično opremo. Žal pa opažam, da postaja ozko stopnišče, ki vodi do inštituta, v zadnjih letih vse bolj strmo in neudobno. Jaz seveda pišem in se trudim pisati neke leposlovne knjige, čeprav poskušam v njih tudi razumeti družbo in zgodovino. Sem napisal kakšno knjigo o Mariborskem mostu, o razmerah v socializmu, takoj po vojni in tako dalje. Vendar me kot pisatelj torej mogoče pretiravam v nekem pomenu leposlovja ali pa umetniške besede vis-a-vis zgodovine. Ne v meri, kaj je pomembnejše in kaj je boljše. Kljub temu se mi zdi zelo poučna recimo Iliada, ki govori o trojanski vojni, ki jo zgodovinarji in strokovnjaki še kar naprej kopljejo, interpretirajo od Šlimana naprej, pa se tisto ni bilo sigurno, ne vemo točnih let, ne vemo točnih krajev, vemo pa, kdo je bila Helena, kdo je bila Hektorjeva žena, vemo, kdo je bil Ahil, kdo je bil Hektor, kdo je bil Odisej in tako dalje. Pomeni odslikava v literaturi, sled v literaturi je ostala, medtem ko se je zgodovinski podatki nam pravzaprav manjkajo. Trdno sem prepričan, da bi veliko manj vedeli recimo o Napoleonovi spopadu v Rusiji, če ne bi bilo romana Vojna in mir. In tako dalje. Celo pri nas mi je nekako bolj zanesljivo, pa bolj si stvari razčistim, če berem Kozbekovo listino, pa prej Tovarišijo, kot pa zgodovinske knjige takoj po vojni, ki so bile razumljivo tudi nekako ideološko precej pobarvane. Obenem pa vidim še neko veliko razliko, če berem, pa sem omenil recimo Napoleonov pohod, potem piše armada 700 000 ljudi, toliko jih je padlo, toliko je bilo ujetih, toliko jih je prišlo samo nazaj. Pomeni, zgodovina se ukvarja s poraženci, množini in zmagovalci, s številom ujetih, številom ranjenih, številom mrtvih. Vedno na nek način, da ne rečem s korpusi ali pa z množicami ali pa z enotami in tako dalje. Literatura pa se ukvarja z ljudmi z imenom in priimkom. Če je tam Shakespeare za legendarno dramo Hamlet napisal biti ali ne biti, vojna na primer, in lahko bi rekel, da nekateri pravijo, da je zgodovina vojn. Vmes so samo premori med vojnami. Nas pa zanima človek, ki je ranjen na vzhodni fronti v Ukrajini, v kakih drugih časih, ki umira in kaj čuti in kaj mu gre po glavi. In zdi se mi, da to ljudi bolj prizadene, pripravi do solz, do gneva, do jeze,
kot pa recimo zgodovina, ki govori z občimi imeni, zmagovalci, nezmagovalci, poraženci, žrtvami v celoti in potem išče nekakšne heroje. In tudi to s heroji, se včasih tudi pri nas imam, da sem tu malo bolj nazadnjaški, tudi nisem več tako mlad, vidim koliko, že ko sem bil v parlamentu do leta 2004, so se tako jezila ena stran, da niso v učbenikih še zapisani kot osamosvojitelji, da niso v zgodovinskih knjigah. V zgodovino se ne vstopi takrat, ko zmagaš, pa ko si na oblasti. Za to, da postaneš zgodovina, po mojem mora meniti neko obdobje in zgodovina sama, oziroma vi zgodovinarji, potem nekako vidite, kdo se naj tja plasira. Medtem ko bi vsi zmagovalci, se mi zdi, radi hitro imeli kipe ulice in tudi bili že zapisani kot zgodovinske osebnosti. Literati smo tu bolj potrpežljivi. Izredna profesorica, doktorica Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU. Spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dragi Peter, spoštovani direktor ZRC SAZU, dragi Oto, spoštovani in dragi vsi. Gregor Antoličič, Janka Banfi, Matjaž Bizjak, Boris Golec, Matjaž Grahornik, Katarina Keber, Vanja Kočevar, Petra Kolenc, Dušan Kos, Miha Kosi, Jaroš Krivec, Neva Makuc, Vojko Pavlin, Miha Prajnfalk, Andrej Rahten, Miha Seručnik, Petra Svoljšak in Barbara Štrbenc Svetina. To je danes Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU. Če parafraziram poročne zaobljube, smo skupaj v hudem in v slabem. Naša povprečna starost znaša 46 let, v razponu od 59 do 28 let starosti. Po nekaterih namigih je številka 46 znamenje ambicioznosti, poguma in prodornosti, ponekod jo imenujejo angelska številka, ker naj bi komunicirala spodbudo za sprejemanje odločitev, za nove ideje, ki vodijo k uspehu v zasebnem in poslovnem življenju. 46 je atomsko število kemičnega elementa paladija, ki je po nekaterih ocenah redkejši in zato dragocenejši od zlata. V človeških celicah je 46 kromosomov, kar nas genetsko opredeljuje. 46 je knjig stare zaveze, mnogokotnik, in tukaj bo težava, tetrakontakaj heksagon ima 46 robov in še kakšno bolj ali manj znanstveno utemeljitev števila zimkovske povprečne starosti bi lahko našli. Zimk so seveda naše upokojene in upokojeni sodelavke in sodelavci. Z nami redno in vselej ob enaki uri Eva Holc, občasno, a takrat polna zanosnih misli, moja predgovornica in moja predpredstojnica Darja Mihelič. V mislih pa seveda tudi vsi ostali, ki verjamem, zvesto sledijo našemu delu, našim dosežkom, našim stremljenjem. Dragoceni trenutki, pogovori, izmenjave idej ali preprostega spominjanja ustvarjajo most med različnimi generacijami sodelavk in sodelavcev inštituta, odkrivajo podobe znanosti iz preteklih desetletij, ko se nekateri od nas niti rodili še niso in jim ne osebni, ne zgodovinski spomin ne more obrisati časov, ko se je na Novem trgu 4 in od leta 2003 na Novem trgu 2 sledilo preteklosti, da bi jo zapisali, zabeležili, komentirali, interpretirali in zlasti ostali zvesti temu, kar poimenujemo paradni konj naše vede, viru. Smo prejemniki nagrad generacij znanosti, Zveze zgodovinskih društev Slovenije pod imenom Clio in nagrade Ervina Dolenca za znanstveni prvenec. Med nami so nosilci odlikovanj, ki jih kot znak posebne pozornosti podeljujejo tuje države, ker smo uspeli ustvariti posebne učinke medsebojnega sodelovanja. Med nami so mladi raziskovalci,
ki si utirajo pot med črmi slovenske znanosti in bodo nekoč prejemniki posebnih časti, ki jih namenjamo znanstvenih dosežkom. Smo ustvarjalci, smo znanstveniki z nepogrešljivima strokovnima podpornicama, ki ustvarjamo skupnost z imenom Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani, v Novi Gorici in v Mariboru. Smo slovenska historična topografija, zgodovina mest in urbanih naselbin, zgodovina plemstva in njihovih, danes ponekod zanemarjenih, drugod obnovljenih, drugje spet ruševinastih domovanj. Smo vneti raziskovalci celjskih, Valvazorja, Slomška, Vodnika, Čopa, Dalmatina, Trubarja, Korošca, Brejca, Franca Jožefa, Karla I. in drugih Habsburžanov, ki so sokreirali zgodovino slovenskega prostora. Ustvarjamo zgodovinske atlase slovenskih mest, pri čemer moramo priznati, da smo res da šele pri prvem, ljubljanskem, a ta bo kažipot za vse prihodne zgodovinske atlase slovenskih mest. Smo zgodovina idej, morale, ambicij, karierizma. Smo preučevalci identitet na pripihu, v robnih, mejnih krajinah, na križiščih kultur in civilizacij. Identitet v gibanju. Smo zgodovina bolezni, zdravstvenih sistemov, epidemij. Smo zgodovina ekonomskih, socialnih in političnih procesov v dolgem časovnem obdobju od srednjega veka do prve polovice 20. stoletja. Smo zgodovina vojn in diplomacije, pa tudi zgodovina historiografije, bibliografij in biografij. Gledamo nazaj, a nismo zazrti v preteklost, gledamo nazaj, da vidimo, razumemo danes in ugotavljamo, kako naprej. Predvsem pa ostajamo zvesti virom, njihovim kritičnim izdajam v analogni in tudi digitalni obliki. Doslednje pristopamo previdno, a z zavedanjem, da je tudi digitalno del naše znanstvene prihodnosti. Svoje znanstvene izsledke uresničujemo skozi 4 inštitutske zbirke, oziroma, če smo odkriti, 3 inštitutske in v eni medinštitutski zbirki, z venečimi imeni Thesaurus Memoriae, Dissertationes, Fontes, Opuscula, Studia Diplomatica Slovenica, Fontes, Monografije in Persone in slovenska historična topografija, s katero smo globoko zakorakali v digitalna okolja, ter Kastelologika Slovenica, ki jo soustvarjamo skupaj s sodelavkami in sodelavci Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, ki mu 50-letnici samostojnosti iskreno voščimo vse najboljše. Naši zakladi preteklosti in vpogledi v preteklost bivališč slovenske plemiške elite izhajajo pri založbi ZRC. Diplomatske študije so našle izvrstnega založnika v celovški Mohorjevi družbi, s katero udejanjamo pogosto mrtvo točko na papirju, a naša je živa, o skupnem kulturnem prostoru. Posluh za naše posebne knjižne želje je izkazala celo Cankarjeva založba. Skupaj uresničujemo naš skupen cilj, zajeti čim bolj široko pahljačo bralk in bralcev, jih nagovoriti na znanstveno neomajen, a razumljiv in berljiv način, izzvati njihovo radovednost in jo potešiti. Tudi v sodobnih družbenih preizkušnjah nismo ostali zaprti v svoje udobne pisarne. Čeprav zaprte zaradi epidemije, smo ostali odprti za odgovore, pojasnila, vpoglede v preteklost epidemičnih katastrof, ki so pokazali, da tudi izbruh sodobne in še nedokončane pandemije ter odzivi nanjo sledijo historičnim modelom. Zato je historična perspektiva potrebna za razumevanje takojšnjega pojava katastrofe ali epidemije, za predvidevanje dolgoročnih učinkov tega procesa, za usmerjanje analize na proces zdravljenja družbe po epidemije in kažipota, kako narediti korak naprej. In gremo naprej. Po sledeh preteklosti, v sodelovanju z inštituti ZRC SAZU, z drugimi slovenskimi znanstvenimi, arhivskimi, muzejskimi ustanovami, po poti miru, morda nekoč do UNESCO, s partnerskimi ustanovami v tujini, v arhive, kjer nas čaka brezbrežna količina še nepregledanega gradiva, ki odpira nova raziskovalna vprašanja, nova obzorja znanja, nas bogati kot posameznike in kot skupnost.
Hvala nekdanjim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem ZIMK. Hvala našim ženam in možem, partnericam in partnerjem, ker brez vaše podpore in razumevanja preprosto ne gre. Hvala direktorju ZRC SAZU za malodane brezpogojno podporo pri naših raziskovalnih stremljenjih. Hvala upravi ZRC SAZU za administrativno podporo. Hvala vsem našim partnerskim ustanovam doma in v tujini, da nam omogočate prodore v različna raziskovanja okolja in med vsakovrstne javnosti. Hvala, ker ste danes tu, z nami in zaradi nas. Pravzaprav se mi zdi, da sem posredno že ugotovil, omenil sem dva velika diktatorja 20. stoletja, bila zraven tudi kar Miloševiča, ki si seveda politiko, zgodovino izrabi za svoje politične in ozemeljske ali kakšne cilje že. Praznovali smo, če se ne motim, zmagovito Kosovsko bitko. Se je govorilo, da je neko veliko zmagoslavje. Veliko krat se manipulira, se tudi z našo revolucijo se je manipuliralo. Kljub temu pa se mi zdi, da mora priti nekaj čas, ko morajo stvari iti v zgodovino, kar je stvar zgodovinarjev in strokovnjakov, s pravim imenom in tam takoj ostati. Veliko spornih stvari je lahko, na nek način se mi pa zdi, da je zgodovina vendarle tudi dolžna in saj pravimo, torej učiteljica človeštva, da nekako se ve, da ne moreš slaviti tistega, ki je prišel v to deželo, jo pod jarmo hotel priključiti in ljudi pobiti in nekako nervozno govoriti ali pa nekorektno govoriti o ljudeh, ki so jo branili in ki so tu padli na domačih tleh. Se mi zdi, da zgodovina to pa vendarle mora postaviti za zmeraj tudi, torej je odgovorna etiki, mora biti etična. Profesor dr. Oto Luter, direktor Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pozdravljeni, gospod predsednik, dragi kolega, predstojnica, kolegice in kolegi. Tokrat z največjim veseljem ne bom govoril kot direktor te ustanove, ampak kot nekdo, ki se je in se skuša še naprej ukvarjati z teorijo zgodovinopisja. To je bil tudi dogovor med predstojnico in menoj, da bi poskušal v teh 7,5 do 8 minutah povedati nekaj o tem. Skratka, preden na koncu predem k čestitkam in dobrim željam, bi dejansko poskušal nekako strniti ali pa narediti nek most, nek pregled skozi zadnje obdobje. Skratka, gre za kratko refleksijo o teoriji zgodovinopisja. In čeprav vedno teže sistematično spremljam razprave na to temo, se vsake priložnosti za pogovor o njej še posebej razveselim. V prvi vrsti zato, ker me sili k novemu branju in novemu razmišljanju. Razmišljanju o prepletenosti med preučevanjem konkretnega preteklega dogajanja in sprotno refleksijo tega početja. In o tem se sprašujem že več kot 30 let. Nekoliko bolj sistematično pa od dela na zborniku s pretirano ambicioznim naslovom Vsi Tukididovi možje. Še sreča, da so misli avtorjev, ki smo jih v slovenščini prvič predstavili 1990, še vedno aktualne. Še posebej razmišljanja Dominika La Capre in Haydna Whitea, dveh ameriških kolegov.
Razmišljanje prvega me je pritegnilo predvsem zato, ker že celo življenje obžaluje, da zgodovinarjem ni mar za teorijo. Da v zgodovinopisju in teoriji zgodovinopisja vidijo nerazložljivo razliko. Zdelo se mu je, da se, citat, zgodovinopisje je podobno kot sova, preveč drži tal, teorija, ki jo mnogi enačijo s kritiko, pa se kot orel poganja v višave. In če se po naključju srečata, pride do srditega spopada. Bil je prepričan, da bi v zvezi med obema lahko nastala nadvse vitalna in odporna vrsta, medtem ko boste vsak zase postopoma oslabela. Konec citata. Nekoliko starejši in zdaj že pokojni Hayden White pa je vsako predstavo o tem, da je zgodovinopisje mogoče misliti izven ali brez teorije, razumel kot žalostno zablodo. Zablodo, ki ne upošteva niti etimologije pojma teorija, etimologije, po kateri je teoretsko razmišljanje vrsta razmišljanja, ki problematizira sam odnos med tem, kar lahko vidimo, in tem, kar si o videnem lahko mislimo. Po Whitenovem mnenju je brez teorije mogoče početi ogromno zelo pomembnih, zanimivih in dragocenih stvari. Lahko naprimer govorimo in poslušamo, ljubimo in sovražimo, se kregamo in se pobotamo, uživamo in povzročamo bolečino, a razmišljanje gotovo ne sodi mednje. Brez teorije ni aktivne misli, je le vtis. Od takrat je minilo več kot 20 let in v tem času se je marsikaj spremenilo. Na različnih ravneh in različnih okoljih. Tam, kjer je bilo teorije zgodovinopisja manj, jo srečamo še redkeje. Tam, kjer je bilo več, je nabor relevantnih besedil domala neobvladljiv. Meja med temi okolji na srečo ne poteka v smeri sever-jug ali vzhod-zahod, temveč zarisuje precej abstraktno sliko s točkami akademskih enklav, v katerih so o pomenu in vlogi samorefleksije zgodovinopisja razmišljali že od konca 19. stoletja naprej in madeži tistih, ki so se temu uspešno obranili. Prvim se je presenetljivo hitro pridružil tudi slovenski prostor. Točneje, na tem zemljevidu so se zelo hitro znašli trije zgodovinarji, in po starejšem se imenuje tudi Inštitut Milka Kosa. Druga dva, sicer pol generacije mlajši, sta bila Franz Sitter in Bogo Grafener. In prav prvi od te dvojice je med prvimi opozoril na anale in s tem na dogajanje, ki je sredi prejšnjega stoletja zaznamovalo razvoj zgodovinopisja na 4 kontinentih. In kako izgledajo stvari pol stoletja potem, ko je Jacques Le Goff to dogajanje prekrstil v Nouvelle Histoire, kogar zares zanima, razprava o teoriji zgodovinopisja se lahko zateče predvsem k branju 2 referenčnih revij. Starejša History and Theory je začela izhajati kmalu po drugi svetovni vojni, mlajša Rethinking History pa je lani praznovala 25 let obstoja. Za lažje razumevanje besedil, ki v teh revijah izhajajo, pa je dobro poznati različne poskuse razvrstitve različnih teoretskih usmeritev. Razvrstitve, ki so predmet razprav 3 generacij avtorjev, med katerimi so bili najstarejši skoraj vsi tudi filozofi. Mislim na generacijo, ki so jo zaznamovali ljudje, kot so Arthur Danto, Jack Hexter, Louis Mink, deloma tudi Roland Barthes. Njim je sledila nekoliko mlajša generacija s Haydenom Whiteom in Jeffreyem Eltonom na eni in Lawrenceom Stoneom na drugi strani teoretskega polja. Tem so poleg že omenjenega Dominika Lacapre sledili še Gabriele Spiegel, Frank Ankersmit, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Reinhard Koselleck, zakonca Assmann in tako naprej. V zadnji generaciji ton razpravi v veliki meri dajo Nizozemec Elko Runja, Avstralka Marnie Hughes Warrington, Izraelec Avizer Tucker in Estonec
Marek Tam. Prvi je nas opozoril že pred 20 leti, najprej serijo izjemnih člankov v History and Theory, kasneje, oziroma vmes, pa s knjigo Committing History, v kateri ugotavlja, da občasni dogodkovni plazovi, kot imenuje prelomne dogodke tipa francoska revolucija, niso posledica točno določenih minulih dogodkov, temveč jih je potrebno obravnavati kot nekakšne vdore v zgodovino. Vdore, katerih posledice so lahko tudi prave kulturne vrtoglavice. V prvi knjigi, ki je šla na ameriškem akademskem tržišču in nosi naslov Moved by the Past, pa je to stališče nadgradil s prepričanjem, da se je do novih spoznanj mogoče dokopati skozi konflikt. Po njegovem mnenju že sam pojem misliti pomeni stvari postaviti na glavo, jih razstaviti. Poleg tega je prepričan, da se originalni mislici do novih spoznanj lahko dokopljajo samo tako, da se zoprstavijo ustaljenemu redu, kar pomeni, da se zgodovinopisjem ne more ukvarjati nekdo, ki trpi za hosofobijo, torej nekdo, ki ga daje strah pred neredom in umazanijo. Včasih je treba tako Runija ta nered spustiti tudi v svojo strokovno, profesionalno delavnico ali kot bi Mark Bloch povedal orodjarno, oziroma se po Byronovem zgledu skregati s svojim delovnim orodjem. In ker smo to orodje najpogosteje mi sami oziroma naše misli, zna biti vse skupaj še posebej naporno, saj to pomeni, da mora biti zgodovinar vedno tudi v sporu s samim seboj. Deloma to stališče Runja dolguje svoji paralelni izobrazbi. Ob študiju zgodovine je končal tudi študij psihologije. Kot zgodovinar pa je ta način razmišljanja prevzel po Haydnu Whiteu, ki je že pred pol stoletja svaril pred predfiguracijami oziroma vnaprej kodiranimi pomeni in predvidljivimi načini interpretacije. Še posebej pa je po njegovem mnenju treba paziti na to, da si kot zgodovinarke in zgodovinarji ne začnemo lastiti preteklosti. V resnici, in tu se oba z Whiteom strinjata z Gadamarjem, smo samo njen del. Torej, in Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. Ker mi je za Tama in Takarja zmanjkalo časa, za konec opozarjam samo še na delo avstralske kolegice Marnie Hughes Warrington, avtorice res izjemnih del, kot so 50 Key Thinkers on History, History as a Wonder in Big and Little Histories. Na tem mestu jo omenjam predvsem zaradi History as a Wonder, ker ponuja neke vrste drugačen uvod v študij zgodovine, v kateri ugotavlja, da je v naši zgodovini preveč sodobnosti. Podobno kot Marek Tam, tudi ona govori o nastanku novega, na sodobnost osredotočenega režima historičnosti, ki spreminja osnovno metafiziko zgodovine. Po novem ta ni več usmerjena v razumevanje, razlaganje in opisovanje preteklega sveta, temveč v spreminjanje tega razumevanja. Po njenem mnenju je poudarek na revizionističnem branju koncepta metafizike zgodovine posledica tako imenovanega etičnega obrata. Le-ta pa rezultat politizacije metafizike zgodovinopisja. Ena najbolj problematičnih posledic tega obrata je, kot ona pravi, eksplicitni revizionizem, ki po mnenju nekaterih zgodovinarjev, vključno s španskim kolegom Jaumejem Aurelom, ni daleč stran od historične manipulacije. A več o tem kdaj prihodnjič. Torej, lahko se hecamo o mnogih stvareh, ampak o zgodovini se ne. In v upanju, da bo v zgodovinopisju, ki zasluži to ime tako še naprej, želim temu inštitutu in nam vsem skupaj svetlo prihodnost.
Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU. Nasledi preteklosti že 50 let. Začetki Zgodovinskega inštituta Milka Kosa segajo v leto 1947, ko je bila kot del Inštituta za zgodovino ustanovljena sekcija za občo in narodno zgodovino. Prvi upravnik Inštituta za zgodovino in načelnik sekcije je postal dr. Milko Kos. Leta 1972 je sekcija postala samostojen inštitut z imenom Inštitut za občo in narodno zgodovino, ki se je leta 1977 preimenoval v Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Sodelavke in sodelavci inštituta nadaljujemo tradicijo raziskovanja gospodarske in družbene zgodovine v najširšem pomenu besede. Obenem pa odpiramo nove dimenzije na raziskovalnih področjih, ki so v slovenskem zgodovinopisju manj raziskana. Posvečamo se srednjeveški in urbani zgodovini, zgodovini plemstva in genealoškim raziskavam, zgodovini identitet, morale in družbenih razmerij, bolezni in zdravstvenih sistemov, diplomatski zgodovini in zgodovini Prve svetovne vojne. Nadaljujemo tudi s pionirskim delom slovenske historične topografije od srednjega veka do 19. stoletja. Svoje raziskave objavljamo v 4 knjižnih zbirkah: Thesaurus Memoriae, Studia Diplomatica Slovenica, Slovenska historična topografija in Castelologika Slovenica. Sodelavci in sodelavke inštituta delujejo tudi na raziskovalnih področjih ZRC SAZU v Novi Gorici in Mariboru. Čez nekaj minut bo z vašo pomočjo ta prostor postal prostor druženja in seveda prisrčno vabljeni. Pa še majhna opomba pod črto. Skeč, ki sta ga odigrala Gregor in Petra. Pod skeč se je podpisal Tone Partlič, ki nam je dovolil seveda nekaj vsebinskih popravkov ali priredbe in prav je seveda, da se to pove in da se mu pač tudi za vse sodelovanje iskreno zahvalim. Hvala, ker ste tukaj in ostanite z nami še nekaj časa.